Enako pomembno kot to, da sem po poklicu socialna delavka, je tudi, da sem po srcu socialna delavka. Svoje delo upravljam zelo rada. Rada imam ljudi, s katerimi se na svoji poklicni poti srečujem in trudim se delati v dobro vseh. Do te srede sem bila zaposlena na Centru za socialno delo Maribor. V sredo je bil moj zadnji delovni dan, odpoved sem dobila izključno zaradi nesodelovanja v koronskih ukrepih. Ne pristajam in ostro zavračam vsakršne ukrepe, ki se izvajajo na meni ali pogojujejo pomoč z sprejemanjem pomoči za naše uporabnike. Ta ni bil zgolj za testiranje, ne pomeni v takem številu, ne razčlovečenju, ne delitev na mi in oni. Ne smemo in ne moremo pristajati na takšne stvari. Zdaj je res krajni čas, da se začnemo zavzemati za svoje pravice. In tudi za pravice vseh tistih, ki svojega glasu ne morejo izraziti. Za šibkejše, tiste, ki so v domovih in se z njimi ravna nečloveško, ker se jih tudi ven več ne spusti. Ker se jih zapira in se na njih opravlja eksperimente. To je skrajno nedopustno. Socialni delavci in javne ustanove, ki delujejo v javnem interesu na področju sociale, so dolžne in bi morale biti prvi branik socialnih pravic in ne ustvarjanja novih socialnih stisk. To, kar se sedaj dogaja nad vsemi nami, še posebej pa nad najšibkejšimi, je psihosocialni genocid. In to se mora nehati. Ker, če vsi rečemo ne, kaj nam pa morejo? Prav nič. Prav nič. In ko smo skupaj, ko smo močni, smo nepremagljivi. Sem tudi mama 2 mladoletnih otrok. Danes stojim tukaj predvsem za njiju. Tudi zase in za vse, ampak predvsem za njiju. Kakšen svet želimo zapustiti našim zanamcem? Kakšen vzgled smo jim? Vedno, ko damo gor masko, vedno, ko klonemo in se upognemo, pa čeprav notranje vemo, da tega ne želimo, kakšen vzgled smo našim otrokom? Otroci nas gledajo, opazujejo in posnemajo. Bodimo dober vzgled in gradimo lepši jutri. Moja tema danes je sociala v času korona krize. V bistvu se ne bi smeli pogovarjati o sociali prej, zdaj in med korona krizo, ker stroka je, kakršna je in stiske ljudi so, kakršne so. Sedaj so zgolj poglobljene, razširjena na več življenjskih področji in stiske so velike. Zato je zdaj še toliko bolj pomembno, da socialni delavci v prvi vrsti stopimo iz svoje cone udobja v cono srca in delujemo kot ljudje, dolžni, ne samo da moramo, dolžni, moralno, zakonsko, etično nas zavezujejo, da delujemo v dobro vseh. Neodtujljivost pomoči in dolžnost pomagati mora biti osnova vsakega strokovnega dela na vsakem centru za socialno delo in v vseh drugih socialnih ustanovah. Noben PCT pogoj, nobena maska ali kakršnakoli druga osebna okoliščina ne more in ne sme biti razlog, da se kogarkoli zavrne, mu ne nudi pomoči. Vsak, ki pride v ustanovo po pomoč, je v takšni in drugačni stiski. In na to smo dolžni odreagirati, ga sprejeti in strokovno obravnavati. Vsi pogoji, ki se nam zapovedujejo, tudi ne omogočajo socialnega dela, vsaj ne opravljanje strokovnega socialnega dela. Ko pridem na teren in je tam polpokretna oziroma zelo težko pokretna gospa ob pomoči, ki ne sliši, kako ji lahko jaz pomagam na 1,5 metra razdalje z masko do oči, če me ne sliši, če bere iz ustnic. Kako? Ni možno. Ni možno. In to je trenutek, ko socialni delavci moramo spoznati, da smo v prvi meri ljudje in da je pred nami tudi človek, ki nas potrebuje. Snemimo maske, pristopimo, se dotaknimo, ker dotik nas prizemlji in poveže z sočlovekom. In to je potem trenutek, ko lahko nastane dober delovni odnos.
Delovni odnos z uporabnikom ni zgolj strokovno delo, je predvsem in tudi osebni stik med mano in med uporabnikom. Dolžna sem zagotoviti varen, intimen prostor za pogovor komorkoli, prav komorkoli. Do sedaj se še tudi ni zgodilo, da bi nas socialne delavce napotovali na razna testiranja za recimo sifilis, vse žive bolnišnične okužbe, s katerimi se srečujemo na terenu, HIV, hepatitis, takšni in drugačni. Pa smo v neposrednem stiku bolj kot ne nad vsakem terenu z virusi in bakterijami. Sedaj bi se naj socialni delavci zdravi testirali, da dokazujemo svoje zdravje, da lahko nudimo pomoč. Nesprejemljivo na vseh nivojih. Da še zaključim. Na tem našem ljubem svetu smo zato, da si pomagamo, da se varujemo drug drugega, da vidimo sočloveka, da se prepoznamo v dobrem, da ljubimo in negujemo. Rečimo da vsem tem vrlinam in jih prenesimo tudi v delovni odnos. Današnji dan ni več dovolj, da zgolj opravljamo svoje delo. Bodimo človek človeku. Hvala lepa. Nino sem spoznala zelo pred kratkim, par dni nazaj. In sem začutila, da bo povedala tako, kot je treba, tako, kot čuti iz svojega srčka. Zakaj je tako, bo mogoče kdaj drugič obelodalila.